Takole pozdravljene, drage gledalke in gledalci popoldanskega klepeta s Podokničarjem. Obljubili smo vam pogovor o smrtnikih, kvintetu bratov Smrtnik, ki letos praznujejo 35 let. Ja, čestitljivih 35 let že prepevajo, sicer bolj v javnosti, peli pa so že od malega, kot je vedno v navadi pri takih pevcih. Z mano je Vladimir Smrtnik in sem ga zelo vesel. Pozdravljen. Lep pozdrav tudi gledalcem. Magister Vladimir Smrtnik je uradno, kadar si v službi, ne? To je bolj redko. Bolj redko. Ja, v Železna kapla Korte, to je pravzaprav pristanišče, kamor se zbira družina Smrtnik. Tako je, to je naš rodni dom, rodni kraj, majhna vasica skozi Sotesko, Korške peči, znamenito korško žegnanje, 3. nedelja v juliju. Prisrčno povabljen tudi enkrat, da si to ogledaš. To je vedno zbirališče prijateljev, dobre pesmi, lepe pesmi, pridejo z vseh koncev. In tam je tudi domovina bratov Smrtnik od nekdaj. Pri Smrtniku se je vedno prepevalo in tako je tudi še danes. Nekaj čez 900 metrov je visoka kmetija, ne? To je visoko točno 950 metrov. 900, ja. Smrtniki, zdaj poznamo kvintet, ampak niste bili prvi, že tete so prepevale. Tako je, to je pravzaprav tista zanimivost. Tete so prepevale takoj po drugi svetovni vojni v ženskem ali pa dekliškem sekstetu. Sedaj prepevajo fantje ali pa moški med tem in imamo tudi že v naslednji generaciji dekleta Smrtnik, to so pa tudi sestrične iz naše rodbine, ki bodo, upam, da nadaljevali s to tradicijo. Predvidevam, da ste kot otroci prepevali v cerkvenem pevskem zboru, bi radi nastopali, so pokazali. In potem je bil pa nek gospod, pisatelj in pesnik izredno vpliven, da ste vi to, kar ste danes. To drži, to je bilo na Obirskem pravzaprav res v veliki meri zasluga Valentina Polanška, našega prvega učitelja, tako ljudskošolskega učitelja, kot tudi pevskega učitelja, ki je tam zbiral otroke v otroškem zboru in jih seveda močno nagovarjal k petju, k kulturi in je tudi nastalo res neverjetno veliko pevskih sestavov v tem majhnem koncu na Obirskem in zato ima seveda Valentin Polanšek velike zasluge, kot tudi domači župnik, bivši pokojni Tomaž Holmar. Ja. Zdaj pa pogledali nekatere fotografije, ki smo jih najdli na spletu in bova tudi komentirali. No, to ste, bratje Smrtnik, kvintet. A mi lahko od desne proti leve predstaviš? Čist na desni je naš šef, tako rekoč, tudi kapelški župan, Franc Jožef, potem takoj zraven njega prvi tenor Marjan, naš glavni solist, no v sredini moja malenkost, potem pride Marko, ki je bratranc in tudi zelo, zelo dober pevc, pa čisto na levi Zdravko, ki je naš basist. Ampak Marko, bratranc, je tako dober pevc, da bi lahko pel vsak glas posebej. Tako je, on je res zelo talentiran pevc, je pel tudi že pri ansamblu Pavlič, pri raznih drugih zborih in zdaj seveda poje že od leta 96 tudi v našem sestavu. Gremo naprej s fotografijo. Tu sta pa oče in mati. Tu sta pa oče in mati, oče žal že pokojni, mama pa še zelo dobre volje. Lepo, gremo naprej. To ste bili pa na? To smo bili pa na Triglavu. No, torej pravi Slovenci, ne? Tako kot se to spodobi, smo bili, meni se zdi, leta 2006 ali 2007 na Triglavu in tudi na vrhu Triglava zapeli Oj, Triglav, moj dom. Bravo, odlično. To je pa iz enega naših številnih nastopov tudi v krajih, kjer ne govorijo slovensko, med nemško govorečo publiko. Tudi tam imamo številne nastope in vedno seveda tudi pretežno pojemo slovenske pesmi, kar tudi nemško govoreči zelo cenijo. Ja, gremo naprej. To je pa še dokaj aktualna slika, ko smo zapeli ob 70. obletnici župnika Lojzeta Zupana v Fari Ljubljana Rudnik in sicer zanimivost ob tem je to, da Lojze je bil pred 40 leti vzgojitelj v dijaškem domu v Celovcu in je dva od nas tudi imel pod svojim okriljem. Lepo, bravo. To ste pa na eni strehi? Tu smo pa na Mohorjevem vrtu in ob nam je tudi dr. Andrej Rahten, to je takrat bil veleposlanik na Dunaju, medtem je spet na univerzi v Ljubljani in smo tudi ob tej priložnosti zapeli nekaj pesmi.
Gremo naprej. Zdaj pa, brata dva sta tudi lovca, ne, Jagra? Ja, pri nami je skoraj tako bi lahko rekel, če je kdo vprašal včasih mojega očeta, kaj pa delajo tvoji sinovi, si je rekel, 4 so lovci, 1 je normalen. Ampak je pa res tako pri nas, jaz sem tudi lovc, ampak tu na tej sliki se vidi, da sta 2 pri lovskem zboru in sicer lovski zbor je tudi neka posebnost v železni kapli, lahko poješ pri zboru samo, če imaš lovski izpit, ne drugače ne moreš. Gremo naprej. Ja. Tu je bila pa ena naših turnej in sicer smo prepevali tudi v Armeniji in to je bilo leta 2013, ko smo en teden dolgo potovali skozi Armenijo. Lepo. In še zadnja? To je pa slika tudi Modrijani so gor. z zelo znanimi prijatelji, Modrijani in sicer jaz mislim, da je to nastalo o priložnosti te znamenite noči Modrijanov, ko smo tudi pred 3 leti tam zapeli. No, lepo, torej nekaj smo zdaj izvedeli, videli tudi obraze, kdo vse to vi ste, ne. Vi ste najprej kot kvartet seveda prepevali, potem je bila povabilo v Argentino in takrat ste ugotovili, da 4 glasovi bojo le premalo, ne? Tako je bilo, ja. Mi smo rekli to 3 tedne zdržati in ne vem koliko koncertov smo imeli na programu in se ti lahko zgodi, da en izpade, potem pa cela zadeva stoji in smo potem nagovorili Markota, da je prestopil in od tistega leta naprej smo kot kvintet na poti. Ampak ste prišli v Argentino, ne? Nekaj skupnega imate vi, tako kot vi veliko naredite za to, da slovensko govorite, da slovenski jezik obstaja, so naredili tudi Argentinci. To je pa res bilo za nas nekaj neverjetnega, kar smo tam doživeli, da je toliko 1000 kilometrov stran od doma možno to slovenstvo gojiti na tak prepričljiv način in to je za nas tudi bil nek motiv, da smo rekli, to pesem moramo peljati naprej, tudi v daljne kraje, tako kot to delajo prijatelji v Argentini. Lepo, sedaj pa seveda prva pesem, Bratje Smrtnik, tam v Kortah imajo svoje srce, tam je njihov pristanišče, kamor se vračajo tudi s pesmijo. Mici, požen! O kvintetu bratov Smrtnik danes govorimo. Vladimir Smrtnik je z nami. No, kar nekaj lepih detaljev nam je že zaupal, tako o družini, pa seveda o sami Koroški, od kjer prihaja, torej slovenski Koroški. Prej sva bila že v Argentini. Kje vse ste vi prepevali? Kam vse ste ponesli to slovensko pesem? Zdaj bi lahko rekel, približno 1500 večjih nastopov v 35 letih smo imeli in sicer pretežno seveda na avstrijskem Koroškem in tudi izven Koroške, to se pravi v ostalih predelih Avstrije. Zelo veliko v Sloveniji smo peli tudi, kot rečeno, v Argentini, v Armeniji, v Nemčiji, v Italiji, pač v Furlaniji in na Hrvaškem. Kako je pa to prišlo povezava do Armenije? Dobro, Argentine razumem. Do Armenije je pa prišlo tako, to je pravzaprav čisto zanimivo, ker mi smo včeraj imeli tako zgodovinsko škofovsko posvečenje, namreč gospod Jože Markec, koroški Slovenec, je postal škof in on je bil tedaj tisti, ki je preko Tinskega doma organiziral eno tako potovanje po Armeniji. In je nas takrat naprosil, da bi mi kot kulturni ambasadori nekako to delegacijo spremljali in smo bolj tako rekoč spoznali skupno z izletniki, približno 50 Korošcev, to zelo zanimivo deželo. Širša slovenska javnost vas je spoznala po zaslugi Mita Trefalta. Vi ste davnega leta gostovali v Košnikovi gostilni in takrat ste osvojili srca Slovencev. Ja, to je pa res nepozabno bilo takrat, ko smo tedaj skupno z ansamblom bratov Avsenik v tisti oddaji sodelovali. Mi smo takrat še bili kot celotna družina prisotni v tistem študiju, tedaj čudovita zadeva in seveda Mito Trefalt je bil pa izredno tesno povezan tudi z našo družino. Večkrat gobe pobiral po naših gozdovih in smo seveda bili dobri prijatelji. Dobri prijatelji. Ko ste bili otroci, ste bili pač skupaj, ampak potem je prišla pa le šola, Dunaj, ste se razkropili. Kaj je bilo tisto botrovalo, da ste kljub temu obstali kot družina in pa seveda zbor? No, ta povezanost s tem našim domačim krajem, ta je bila vedno zelo markantna. Mi smo zelo radi tudi od študijskih koncev hodili domov in jaz sem študiral na Dunaju in sem bil vse skozi celo periodo mojega študija
tudi v domačem zboru, pa v kvintetu aktiven. Jaz sem se vsake 14 dni peljal domov na vaje in na razne nastope in tako so tudi bratje naredili, ki so pač kje študirali in na ta način je ostalo to živo in ta povezanost z domačim krajem tako izrazita. Pretekli četrtek ste imeli enega od svojih nastopov, 35-letnice tudi v Begnjah, v Begunjah, pa Ravsaniku, v okviru oddaje Četrtkov večer, torej najbolj legendarne oddaje tudi na nacionalnem radiju. Ste kar zapeli nekaj svojih pesmi in pa tudi kakšno Avsenikovo. Kdaj je bilo tisto prevladalo, da ne samo ljudske, da prepevate, ampak tudi ostale, Avsenikove, recimo alpski in še morda kdo? Ja, mi smo tudi od ranih nog pravzaprav bili tesno povezani s to narodno zabavno muziko. In recimo zanimivo, da je Avsenik imel enega prvih nastopov v Kortah, ko je šel izven Slovenije. In tudi družinska povezava do ansambla bratov Avsenik je bila dana in mi smo to glasbo radi poslušali. Potem smo imeli pa tako malo eno smolo, da se nismo kaj dost inštrumentov naučili. Zato smo pa rekli, kljub temu bi bilo fajn, da mi to glasbo nekako nesemo tudi naprej kot vokalni pevci. In smo bili pravzaprav tedaj prvi, ki smo posneli en CD skoraj samih Avsenikovih komadov, ki jih je za nas priredil dr. Bertej Logar in so tako rekoč zelo užgale te pesmi in smo jih tudi zapeli Slavkotu še v domači gostilni, kajti na začetku smo ga pozabili vprašati, a sploh smemo te pesmi kar tako pet. Potem smo slišali, da je malo bil nejevoljen in rekel, zdaj pa naj pridejo, da bom tudi poslušal, kaj res pojejo. In potem smo pa mu zapeli in je bil čisto navdušen in je rekel, super, to pa dovoli, da lahko pojemo po celem svetu. No, vidiš, to je veliko, to je veliko priznanje, če vam avtor, da takšno priznanje, to je tudi neko potrditev, da ste na pravi poti. Tako. Vi ste imeli kar nekaj umetniških vodij do sedaj, ne? Ja, tako rekoč, na začetku čist kratka doba Valentin Polanšek, ko nas je začel učiti, potem smo pa z Joškom Koncile, to je bil en mož naše tete Vide, dolgo časa delali in zdaj v zadnjih letih pravzaprav pa skozi dr. Logarjem. Občasno nam pomagajo tudi drugi. Ja. Ja. Koliko koncertov predvidevate v letošnjem slavnostnem 35. letu? Ja, 2 slavnostna koncerta bosta v Pliberku jeseni, to bo večja zadeva. Potem so pa še neke druge, naprimer na tem znamenitem gradu Bekštan bomo imeli začetek avgusta eno veliko zadevo in potem so pa še posamezne manjše reči, ki jih bomo imeli. Vi ste zelo priljubljeni tudi med nemško govorečim ljudem gor s svojim petjem. To je res, ja, mi smo tudi vedno bili mnenja, da preko petja lahko tudi odpiraš srca tistih, ki morda to pesem ne poznajo tako. In vi veste vsi, poslušalci, tudi, da pač je ta politična napetost med Korošci bila vedno prisotna, ampak naš cilj je tudi bil, da nekako mehčamo ta srca in da se to vzdušje napram slovenstvu in slovenski pesmi in jeziku polagoma izboljša. In jaz mislim, ne bi se hvalil, ampak po mojem je tudi pesem v zadnjih letih marsikaj pripomogla k temu, da so se stvari le poboljšale. Če ravno, kar je pa tudi treba kritično povedati, je pa seveda slovensko govorečih, tisti, ki so zavedni Slovenci, žal vedno manj, ampak vedno več takih, ki slovenstvo pa še radi poslušajo, sploh pesmi in kulturo. Ja, lepo. Ampak seveda, vi niste edini pevci, ki pojete slovensko na Koroškem. Tega je še kar nekaj, ne? Ja, kultura je po mojem med zamejskimi Slovenci zelo močna. Imamo cel kup odličnih pevskih sestavov, recimo Oktet Cuha, naprimer, ali pa tudi mešani pevski zbor Danica, čudoviti zbor v Selah in še mnogo drugih takih skupin imamo. Na tem področju smo zelo močni. Smrtnik je tudi ni redek priimek, kar nekaj je tega v teh vaših krajih, ne? Je tudi razne razlage so, odkot ta priimek pride. Ja. Tista bolj resna razlaga je, da je to bil v tistem obdobju, ko še ni bilo telefonov pa hendijev. Ja. Je to bil tisti, ki je takrat, če je nekdo umrl, še od hiše do hiše. Da je pripovedoval. Da je pripovedoval, tu je nekdo umrl. In če so ga oddač videli, so že vedeli, opala, smrtnik hodi, to ni dobro. Potem je pa bolj hudomušna razlaga, da so to bili neki napol podivjani vitezi dol nekje pri Celju in posod, kjer so se pojavili v srednjem veku, je bilo vse mrtvo, in potem so jih pa pregnali gor v tiste karavanke. Da so gor podobili, da ne more delati škode. Gor je visoko, ja, lepo je tam. Peva,
Veliko dežel ste videli, ampak seveda najbolj lepo je, kadar pridete domov, ne? To pa res. In tako je nastala tudi tala Avsenikova, ne? Videl sem, da že... Ta ni Avsenikova, ne, to je pa pesem, ki je ta Kovačič jo urihtal. Ja, Kovačičova je, Ja. Jaz se upravičujem. Torej, videl dežele sem tu je in bratje Smrtnik, Mici Požen. Popoldanski klepet s Podokničarjem na TV Veseljak, o Smrtniki govorimo. 35 let so že na glasbeni sceni. Svojo slovensko pesem seveda krasijo Koroško, Avstrijo, pa seveda tudi različne dežele po svetu, kjer so prepevali. In velikokrat so bili gostje tudi v Sloveniji in prepevali tudi na raznih imenitnih, prestižnih prireditvah v Sloveniji, ne? Se mi zdi, ja, da so to pač tiste najbolj prestižne, narodno-zabavne prireditve. Ja, lepo. Alpski večer, pa Ja. Noč Modrijanov, pa pri Avseniku razne stvari. Ja. Ja, lepo. Ampak biti Slovenc na Koroškem ni bilo vedno enostavno. Ja, ni bilo vedno enostavno, čisto gotovo ne, to so bila tista 70. leta, ne, najbolj napet. Takrat so bile podiranje tabel. Točno, ko so table podirali, pa ko si pravzaprav se moral bati, če si slovensko govoril ali pa zapel. Ampak meni se zdi, da se je marsikaj izboljšalo in da je dejansko tudi s tem, da je Slovenija postala nekako rečem, demokratična država, a ne, kar je tudi res, hvala Bogu, je to za nas tudi bilo veliko olajšanje. Ne. Prej se je pač reklo, vedno so nas samo šimfali, vi komunisti, dejte se spraviti čez Ljubelj, a ne. Ja. Čeprav smo koroški Slovenci dokazano več v cerkvi kot pa nemško govoreči, ne, so nas vedno zmerjali za komuniste. Ja, zagotovo. In to je pač taka stvar bila in mislim, da to ni bilo tako enostavno za marsikoga to prenašati. In mnogo se jih je potem raje skrilo in reklo, nisem Slovenc, sem rajš Nemc, ne, da bo mir. Ampak tvoj oče je bil vedno kleven človek, ponosen Slovenc. On je zelo zgodaj začel razmišljati tudi z svojo glavo. Je bil tudi ustanovitelj te samostojne liste? Ja, tako je bilo. On je bil sicer prej, kot vsi koroški Slovenci, nekako so se skušali v teh strankah večine etablirati. Samo s tem, da so bili Slovenci, tam niso imeli nobene možnosti. Potem pa oče je kar malo kapiral, to nič ne bo in je sam na samostojno pot se podal in to enotno listo ustanovil, po kateri potem tudi moj brat skoraj čudež postal župan, ker vedno so rekli, to morate iti v stranke, tam boste nekaj postali, kot samostojni Slovenci nič ne boste. In on je pa to konsekventno peljal naprej, da je volitve dobil in so ga tudi podprli zelo veliko število iz večinskega naroda in so tudi rekli, to je en pošten človek, ki nekaj naredi za naš kraj, izvolimo ga, ne? In s tem se drži že drugi mandat. No, torej, je brez dokazal, da tudi Slovenci so pridni, delavni ljudje in pošteni, tako da, ker odraz seveda 2 mandata, to ni tako enostavno. Ampak pred kratkim sem gledal neko oddajo, zdaj, ko se med ljudmi pač tega pritiska ni toliko čutiti, razen kadar politika napada, ne? Da pa tudi že nemško govoreči ljudje, nekateri se vklapljajo v te programe izobraževanja, da se učijo slovenske, pa te šole, tako naprej. Tudi oni že čutijo nekako potrebo po tej povezanosti. Na vsak način, tega je vedno več, da se pač ljudje, vse tudi vidimo te številke prijav k dvojezičnemu pouku. Čeprav je število tistih ljudi, ki se priznavajo k slovenski narodni skupnosti vedno nižje, je število tistih, ki si prijavljajo k slovenskemu pouku vedno više. To se pravi, nešteto takih ljudi, ki so morda v teh 70 letih izgubili jezik in kulturo, svoje otroke spet hočejo naučiti slovenščine. To pa seveda preko šol in drugih ustanov, to je dosti težje, to že drži, ampak to na vsak način koristi temu, da se pač vzdušje, pa tudi mentaliteta spreminja in da je za nas nekako lažje biti ponosen Slovenc, ker ni več tistih nasprotovanj, ne? Na tej strani Alp, kot rečemo, na nekaterem del naše mlade generacije je čisto vseeno, povezani so z internetom in tako naprej. Ampak kako je pa to pri vas? Je mladina drugačna, še čuti to slovensko ali jim je čisto vseeno, kaj so, kako so? Ja, tako pa je včasih bilo, recimo, ko smo mi zelo radi tudi zahajali veliko več še v Slovenijo in je bilo tistega povezovanja, meni se zdi na kulturnem področju tudi več, je tega nažalost danes zelo malo, moram reči, recimo, in kar je tudi problem, da seveda naša mladina
ne sprejema več recimo radijskega signala ali pa ga sploh ne poslušajo več, oziroma tudi ne televizije, to imajo druge sfere in tam je angleščina tisti dominantni jezik. To je za nemščino in za slovenščino isti problem. Ista dilema, ampak kar pa na drugi strani spet tudi vidim, recimo, da ravno zdaj, konec tedna, je moja hčerka, na primer 18 let, je rekla, jaz grem pa z mojimi prijatelji v Ljubljano. Ne? No, kako pa še to? Ja, Ljubljana je pa tako kul mesto, da se sploh ne da. To je pa 10-krat boljš kot Celovec in 10-krat boljš kot vse tu okoli. Je čisto navdušena nad Ljubljano in nad življenjem tam. Koliko je mladine, koliko se dogaja in tako naprej. To se pravi, če bo se to tudi malo razširilo med našo mladino, bi bilo fajn, da bi še tudi slovenščina morda se pa potem tudi tale poročna politika nekako ustali, da bo še kakšnega Slovenca kakšna dobila. Ti si se tudi profesionalno ukvarjal, zaposlen s politiko, ne? Pravzaprav profesionalno niti ne, jaz sem bil vedno v deželni upravi, kot pravnik sem bil tam nastavljen, jaz sem bil nekaj časa vodja tega manjšinskega biroja, nekaj časa sem bil šef protokola, nekaj časa sem bil šef gorske straže, nekaj časa sem bil šef vodno-pravnega oddelka in zdaj sem pa tako rekoč tam čist v mirnih vodah v naravovarstvu pa obtičal, in tam se zdaj ukvarjam profesionalno. Sicer sem pa poleg tega tudi politično dejaven, to pa samo častno. V moji občini, kjer zdaj živim, sem pa podžupan. Brat je župan v Železnikapi, jaz sem pa podžupan v Bistrici pri Pliberku. In tudi naskakujem zdaj, pri naslednjo leto so volitve, tam mesto župana, če bosta pa dva brata iz sestava kvinteta župana, to bo pa spet čisto nekaj posebnega. Da ne boš sam Unterbürgermeister, da boš Bürgermeister. Želim seveda smrtnikom še veliko vrsto let prepevati. Hvala za vse, kar ste naredili, za slovensko pesem pa za slovensko besedo. To pogumlja tudi nas na tej strani, ta vaša vera v jezik, ta vaša ljubezen do tega, kar ste. Vi ste nam tudi nekako vzor za to. Hvala lepa za vse te stvari. Ne bo to leto uspešno seveda na vseh teh koncertih, kjerkoli boste, in upam, da se še kdaj srečamo tukaj v Ljubljani in da teče kakšen pogovor. In predvsem pa upam, da bodo tudi vaši vnuki še govorili in peli slovensko. Najlepša hvala tudi tebi za povabilo v to čudovito oddajo. Sem zelo rad prišel in da malo poklepetamo o vsem tem. In tudi jaz si zelo želim, da bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Hvala lepa, Vladimir. Hvala lepa. No, poglejmo, če bo to res. Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Kvintet bratov Smrtnik.